Dobrodan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V petek so finski kriminalisti zaslišali še enega osumljenca v zadevi Patria, in sicer slikarja Jureta Cekuto, znanega pod psevdonimom Jure Čekuta. Med prekinitvijo zaslišanja je Cekuta še povedal, še povedal, tako piše, da štabnega dokumenta, o katerem je v četrtek govoril predsednik SDS Janez Janša, ni videl in da verjetno ne obstaja. A bo zaslišanje danes še nadaljevali? Ja, in jaz pričakujem, da bom izločen iz tega procesa. Ampak danes... Da se bo končalo, torej. Bo. Kaj danes še nadaljujete? Ja. Zdaj imate odmor za kosilo, očitno. Ne vem, se imamo pauzo. Če pridite na moje... Kdaj pa nadaljujete? Kaj je? Po kosilo. Kaj pravite, da tistega dokumenta ni? Ne. Da je Janša omenjal? Ne. Ne obstaja. Ste vi posredovali kakršnekoli informacije o Antonu Ropu? Ne. Janez Janša torej laže. Ne bom komentiral. Pa obstaja tak dokument, ste ga videli? Ne. Verjetno ne obstaja. Vam ga niso pokazali? Ne. Spravom niso predoceli nikakršne dokumentacije. No, politika ima svoje dimenzije. Sem videla, ko so ga posile z mikrofoni. Pardon. V hiši Evropske unije na Bregu 14 v Ljubljani so z novim mandatom uvedli tudi novo prakso tiskovnih konferenc z nacionalnimi EU poslanci. S svojimi poslanci se tako lahko pogovarjate vsak mesec ob začetku plenarnega zasedanja v Štrasburu. Minuli petek sta se vabili med drugim. Sprav, en je bil še drug in med njim sta prišla Tanja Fajon in Ivo Vajgl. Tanja Fajon zastopa barve SND stranke, Ivo Vajgl pa ALDE, karkoli že to pomeni v evropskem kontekstu. Skratka, Tanja Fajon in Ivo Vajgl sta zbranim razložila, zakaj mislite, da Lizbonska pogodba državljanov Evrope ni bila vsiljena. No, jaz ne mislim, da je bila vsiljena Lizbonska pogodba državljanov Evrope. Mislim, da je bilo priprava in način, kako se je prišlo do Lizbonske pogodbe, pravzaprav vzorec nekega modernega demokratičnega dogovarjanja o tako fundamentalnem dokumentu, kot je Evropska ustava, da rečem tako. No, jaz bi rekla, gospa Pečeviča, da se ne pretvarjam glede Lizbonske pogodbe in da ni bila vsiljena državljanom Evropske unije. Jaz močno verjamem, da Evropska unija rabi to reformno pogodbo, zato da bo lahko sploh v prihodnje učinkovito funkcionirala, še posebej, če in ko se bo širila na druge države. Namreč brez Lizbonske pogodbe, te reformne pogodbe, nadaljnjih širitev ne bi bilo mogoče. Jaz mislim, da smo imeli dovolj časa, da je Evropska unija za razprave. Imeli smo ustavno pogodbo, ki je bila zelo kompleksen dokument, vendar na 2 referendumih ni uspela. Posledica je ta reformna pogodba in jaz mislim, da je velika večina držav dokaz za to, da državljani rabijo in Evropska unija rabi te spremembe. Jaz si močno želim, da bo tudi češki predsednik nazadnje priznal in spremenil pozitivno stališče, spremenil svoje stališče v prid vsem državljanom Evropske unije. Minuli četrtek je vrata zaprla že 10. izobraževalno-sejemska prireditev za mlade v Sloveniji. Tako kot vsako leto so tudi letos ob začetku študijskega leta za obiskovalce na enem mestu pripravili številne aktivnosti. O družinskem zakoniku komentar dneva Nina Stankovič. Ob vseh populističnih debatah, odkriti homofobiji in preprosti nevednosti, ki spremljajo javno razpravo o novem družinskem zakoniku,
želimo v klubu mladih zares aktivni ponovno poudariti svojo podporo omenjenemu zakonu. Naj poudarim, da družinski zakonik prvič po 33 letih celovito ureja družinsko pravo in ob tem pa pravo prvi plan postavlja otroka, njegovo zaščito in varstvo. Med drugim tako uvaja zagovornika otrokovih pravic, prepoved telesnega kaznovanja, predvideva takojšnjo intervencijo pristojnih služb v primeru ogroženosti otrok in seveda tudi obvezno mediacijo v sporih, predvideva tudi prenos odločanja z centrov za socialno delo na sodno vejo oblasti. Kljub vsemu temu se na žalost največ prahu dviga ob izenačitvi istospolnih in raznospolnih parov. In prav tu je nov zakonik otroke postavil na prvo mesto, čeprav mnogi trdijo ravno nasprotno. Slovenija otrokom končno daje pravico do različnih staršev in različnih tipov družin, kar pomeni, da otroci niso več diskriminirani na podlagi spolne usmerjenosti svojih staršev. In to iskreno pozdravljamo. Živimo namreč v raznoliki družbi različnih posameznikov, zato posamezni državljani ne smemo in ne moremo odločati o pravicah sodržavljanov na podlagi njihovih drugačnih osebnih okoliščin, saj bi nas prav to vrnilo v preteklost in v drugačne režime, tiste režime, ki jih danes obsojamo. Pri vprašanju posvojitev strani istospolnih parov ne gre za to, ali bi si mi želeli, da imajo istospolni pari družine, ker dejstvo je, da oni jih že imajo. Gre se za to, da bodo ti otroci imeli pravico zaščite in možnosti kot vsi ostali otroci, ter da bosta oba njihova starša imela dolžnosti kot vsi ostali starši. Zato ni govora o pravicah gejev in lezbijk do posvojitve, temveč o pravicah otrok, ki bodo po sprejetju zakonika končno v enakopravnem položaju. Menimo, da družbena stigmatizacija prav negativno vpliva na odraščanje otroka, pa vendar poudarjamo, da ta težava izvira iz družbe, ne iz otrok. Želimo si, da otroci iz istospolnih družin, ne glede na sprejetje družinskega zakonika, ne bodo več deležni šikaniranj, kar pa je naloga in odgovornost prav vsakega od nas. Zares aktivni ostajamo realni in odprti, ne zapiramo se v milni mehurček, kot naši kolegi iz drugega političnega pola, ki se le slepijo, da istospolnih družin ni. Kolegi, odprite oči in se soočite s tem svetom in ugotovili boste, da je lepota prav v različnosti. Ste že pozabili na tisto akcijo, ki ste jo nekoč izvajali tudi vi, vsi drugačni, vsi enakopravni? A pol jaz nam smel svojemu otroku klofute dati, če je imenoval Bogom? Valjda, da ne. Lahko sam ne smejo videti. Ta država je terorist! Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na ljubljanski ekotržnici se je v četrtek odvijal projekt Predor. Vzemimo si trenutek in premislimo, se pravi, odvijal se je projekt Predor. Ni lingvističen ponedeljek, s katerim je Radovan Javšovec iz Kuda Samosvoj mimoidoče želel opomniti, da odgovarjajo za smeti, ki jih proizvedejo. Projekt Predor govori pač o trenutni situaciji, o ekologiji, ampak z bolj kritičnim pogledom na ekologijo, se pravi, probamo ljudi ozavestiti tudi o tem, da odgovarjajo za svoje smeti. Se pravi, če ti kupiš nek produkt, ga porabiš, ostane embalaža, da ta embalaža ne ostane nam, ampak ostane tebi osebno in ti poskrbi za to, da ta embalaža gre na pravo mesto. Hkrati opozarjamo tudi na prekomerno kajenje, embalaža, ki ostane potem, ker je nepotrebna poraba papirja. Hkrati delimo tudi svež kisik, da se kadilci lahko tudi malo čistijo. Zvečer pa ne zamudite večera posvečenega mladim slovenskim neodvisnim filmarjem Krasni novi val, ki se bo danes ob 21. začel v slovenski kinoteki. Predvajanih bo več krajših filmov različnih avtorjev, zaključili pa bodo s celovečercem Ukrivljanje prihodnosti. Sicer ne bo del reklame, ampak to je posnel naš Andraž. Ampak pejte gledati vse, tudi naprej, ne? Mislim, po mojem, moraš verjetno karto kupiti za vse, ali kako. No, pejte gledati, ja. Če ne marate jezer in dežela nasploh, potem se lahko jebete.
Še vreme, ukolikor pač ta obsesija z vremenom sploh kaj... Dobro, ponedeljek je. David, vreme, hop, gremo. Ja, vreme je bilo, je... Malo nižji glavo, da bo... Aha. Ja? Vreme je bilo in še zmer bo. Kot slovenske ljudske pesmi. Dobro. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Dio, plačujte davke, pridite gledati one filme, so zastojn, od tega se sicer davk ne odvaja, ampak boj, da ne škodi. Dio.